Koliko let že prirejate ličkanje tukaj na Škofljici? Ja, letos je kar 11. leto že, kar prirejamo kot turistično društvo. Predtem so pa začeli v podružnični osnovni šoli na Lavrici v okviru projekta, ki so ga imele podružnične šole. Naš kmet Jože Dovšina, on sadi zelo veliko koruze in potem jo nam odstopi nekaj, da jo mi naberemo najprej, pripeljemo pod Rusko v kozolec in potem lahko ličkamo. Seveda mi se s tem ukvarjamo samo zato, da ohranjamo kulturno dediščino, ker kmetom zdaj ni treba več ročno ličkati, oni naredijo iz koruze silažo in potem to koruzo uporabijo za prehrano živali. Mi pa rečemo, imejmo en lep dogodek, en dober dogodek. Marsikdo od nas se še spomni, kako je bilo v mladosti, ko smo ličkali koruzo, ker smo jo morali ličkati, ker se ni dalo drugače narediti. Takrat so bili zelo veliki kupi, dolg časa je trajalo, včasih nas je fino zeblo, ampak naredili smo vse. Tukaj je precej otrok oziroma učencev, iz katere šole so? To so kar iz naše osnovne šole Škofljica, iz tega našega kraja pridejo. Se pravi, v osnovno šolo Škofljica hodijo otroci prav iz Škofljice in iz sosednjih krajev, kot je Pjava Gorica, Smrjenje, Gradišče. In tudi tukaj so zdaj iz različnih krajev. Vidite je, da radi pridejo? Ja, radi. Seveda, ker v koruzi se skriva nekaj sladkega. Ja. To so taka presenečenja, predvsem za otroke. Aha, poleg sladke koruze? Še nekaj drugega sladkega. Še nekaj drugega. Ker to je zdaj prava redkost, kaj sladkega. Aha. Morajo že nekaj zličkati, da potem pridejo do tega. A potem to koruzo, ki jo tukaj zličkate, tukaj je obešena že na kozolcu, se tudi tukaj posuši, ali da se temu kmetu, ko vam je odstopil to koruzo nazaj, ali kako gre? Ja, nekaj malega pustimo za okras tukaj na kozolcu, večino pa kar kmet odpelje, pa porabi za svojo živino. Naši ljudje, kdor pride ali pa kdor si želi, lahko vzame ličkanje, pa potem iz ličkanja naredi kakšen izdelek sam. Lahko doma, lahko kasneje, lahko ga že danes naredi, kadar hoče, kadar mu je to všeč, ker se res veliko stvari da narediti z ličkanjem. No pa mimo grede, povejva še, kje se nahajava. Tisti, ki naj jo gledajo pa poslušajo, v bistvu ne vejo, kje sva. Ja, to smo pa mi pod Ruskovim kozolcem, ki se nahaja v klancu. Ta klanec je pa del naselja Škofljica. Aha. Se pravi, kozolc, gledajte, je pravzaprav zelo blizu urbanega naselja in se ga da potem kar fajn uporabljati za različne namene. To pomeni, da ljudje še lahko pridejo sem pod kozolc? Tudi za druge stvari, recimo lahko pridejo za kakšne piknike, za kakšno zaključek osnovne šole ali pa vrtca, ali pa samo na ogled kozolca, ker ta kozolc je zgrajen po vseh obnovljen, po vseh zakonitostih gradnje kozolcev. Se pravi, brez železnih žebljev in ima same lesene klampe. Dokler jaz znam povedati več, se da pa potem na vodenem ogledu kozolca videti. Seveda. No, tukaj imate tudi gospo, ki iz ličkanja plete predpražnike, ne? Ja, ona pa s tem se ukvarja že kar precejšen del svojega življenja. Mi jo lahko predstavite? Ja, to je pa naša Tončka iz Vrha, rečemo. A tudi Tončka? Ja, tudi. Koliko časa že pletete predpražnike iz ličkanja? Že od šolskih let. Od šolskih let? Ja, to smo v šoli, da smo imeli za ročno delo, to sem zmeraj imela kar dobro oceno. To pomeni najmanj 70 let? Ne, oziroma 60? 65. Jaz sem 80 let, ampak tu že od šolskih, ja, 65 let. No, pokažite, kako to delate in pa kakšno mora biti ličkanje. Ne sme biti preveč suho, verjetno, a ne? Mora biti, zdaj le
iz frišno delamo zdaj le. Drugač mora biti pa suh. Suho? Ja, seveda, zdaj le bom mogla tu lepo sušiti, če ne bo pa tlesni volo, ne. A, tako gre to. Evo, zdaj kita, zdaj bom pa še šivala naprej. Takle le kita, ne. Ja. Kar na glas pripovedujte. Kita se tako le plete, ne. Kot običajna kita. Tako, ja, kot običajno. Koliko časa pletete tako kito, da je za en predpražnik? 3 ure, da je 8 metrov napleten. 8 metrov je potrebno za en predpražnik. Tukaj le morda jih je 7, ker je malo manjši, ne. No, zdaj le kaj je podolgovat, zdaj pa okroglega dela. Koliko pa tak predpražnik običajno traja? Večno, če na suhem. Če na suhem? Ja, pod streha ga ne boste znucali. Samo zdaj jih imamo bil za okraske, ne za noge brisati. Za noge brisati so zdaj plastični, gumasti, tule pa lepo. A veste, kako jaz delam? Mi prideje iskat, pa na trgi kupije, kakšna suha sončnica, rože, kakršna me je rad. In bistvo pa pole obesijo pred sobo. A Kerka, če komu to pokažete, kako se predpražnik dela iz ličkanja? Ja, seveda, vsi hodimo na razstavišče, vsak let, zdaj pa nismo šli, ne. Na razstavišče, pa na Gradežu, ki je veselica, na več krajih nas prideje iskat. No, hvala lepa, ko ste to predstavila. Zdaj pa še Marijo. Aha, to je pa Marija. Zdaj bomo pa še pokazali Marijo. Kaj nam boste pa Marija vi pokazala oziroma povedala? Jaz bom pa tam na jaslice od moje mame, Marija Zlobko. No, pejva pogledati. Greva kar okroha, no. Kar tlele čez pejva. Dober dan. Aha, to so jaslice. Zdaj, ne slišiva se dobro. Sam trenutek, da jaz dobro stopim. Ja. Tele jaslice je izdelala moja mama Marija Zlobko. Ja. In so samo dvojne. Ene je meni dala, ene so pa na stalni razstavi na Brezjem. Zdaj pa povedati, iz česa je to narejeno? Vse to je narejeno iz ličja pa iz koruze. V sredini je koruzni storž, okrog je pa ličje. Lepo so narejene. Tele rumene, tisto, kar je rumeno, je pa slama, ržena slama. Tukaj tam malo poudari, tam, kjer se zaključke. Zanimivo, koliko časa je porabila? Ja, za tele kar mesec pa pol. Se to je dosti hitro. Ker je figura, ena figura približno vzame dosti časa, pa ona je starejša, ne. Tudi po kapi malo težje dela in rabi malo več časa. Torej, to je naredila za vas? Ja, to je naredila za me. Ok, hvala lepa, ko ste predstavili to lepe jaslice. Tukaj so pa še njeni copati. Lahko tudi ven dam. Bova ven dala tole. Sem nalažala noter, da se ne prijema preveč. Se razume. In to sem tudi zavila, zato da se ne prijema. Sploh danes, v teh časih. Tole so pa copati iz ličja, to so včasih delali. Za doma so imeli tako, ni bilo drugih copat, in so si ljudje sami pomagali. Tako da tukaj noter gre 3 metre kitke, take oske za mezinc široke, 3 metre in potem se da to na kopito, čevljarsko kopito in se šiva. Šiva se pa s tisto iglo, ki je za tapetništvo. Tisto polkrožno iglo, da lepši obrne noter. Še nekaj mi povejte, a ima kakšen zdravilni učinek te copate, to ličkanje? Možno, ker to, recimo,
akupunkturo lahko bi bila, ne? Bi bila lahko, ne? Ja, samo oni so obleki tukaj noter še z blagom. Ja, se razume. Tole recimo je pa dosti tako groba zadeva, tako da v bistvu bi lahko tudi bila še zdravilna komponenta zraven. A ste vi tudi kaj delate iz ličkanja? Jaz se takih stvari ne lotam za tega, ker je preveč zamudna zadeva zame, ampak rada pa naredim kakšno stvar tako, kakšen izdelek na hitrco. Recimo tole punčko sem naredila za Da pogledava. takole. To je pa zanimivo. To samo tako malo za igrati. Ja, se razume. Za zaposlitev otroke, ker jaz sem delala v vrtcu in sem kot vzgojiteljica sem mogla na hitro kakšen izdelek narediti, tako da za otroke bo zanimivo potegnjena zadeva. A zdaj ne delate več v vrtcu? Ne, sem pa v pokoju. A ste že v pokoju, ne zgledate? Zaključila sem zadnjih 13 let sem delala v šoli, prej sem delala pa vsa leta v vrtcu. Zdaj bomo pa še kakšnega otroka vprašali, kako se kaj počuti, kako je kaj ličkaš? Kako ti je všeč ličkanje? A prvič ličkaš ali si že kdaj ličkal? Si že kdaj? Doma? Kdaj si pa prvič ličkal? Lansko leto? Predlanskem. Ok, pa ti tudi ličkaš. Ti je všeč? Vi redno prihajate na to? Ne, prvič. Prvič? Prvič, ampak to pa znam, smo pa doma delali vsako leto. A ste tukaj domačinka? Ja, 2 vasi naprej. Ok, hvala lepa. Kako ti je všeč ličkanje? Zelo. Si prvič ličkaš? Ja, Iz kje pa si? vrtnačenje 9, Aha, v katero šolo pa hodiš? Škopica. Aha, ok. Kaj pa ti tudi rada ličkaš? Že kdaj je ličkala danes prvič? Ne, Ne še. Pa ti? to že veliko. Ok. Aha. No, kot vidite, je tukaj na Škofljici zelo živahno. Bomo še tole gospo vprašali. Ali vi prvič ličkate? Ne, kje pa? Sem odrasla z ličkanjem. Ste odrasla? Ja. Jaz sem mislil, če tukaj prvič ličkate. Ja, tukaj pa ja. A ste tukaj domačinka? Ne, iz Prlekije. A s Prlekije ste Ja, prišla? imam sina tukaj. Aha. In kako se počutite? Zelo lepo. Hvala lepa. Hvala vam. A ste vi tudi s Prlekije? Ja, prvič pa tukaj ne, jaz sem pa iz Trbovlja. Strbovelj? Jeste? A ste kaj prinesli, kako se že reče, tista trboveljska palačinka? Ne vem, kako se reče. Tiste, ko na pladnju peče kot šmoran. Joj, čak. Dajle mi je malo. Ona je zdaj zaljubljena. No, boste pa drugič povedala. Bom pa drugič, ja. Kaj? Tukaj imamo vnuke, ne, ta mala, pa ta Kje, mala. vnuke tukaj? Hvala pa tale fanta, ja. Aha. Mi imamo in pa so boljše pomagati. Pa ste kar zaposlena. Seveda, moraš biti, ne. Okay, hvala lepa. Prosim, vam. No, kot vidite, je tukaj zelo živahno. Dober dan. Ja, a vi prvič tukaj ličkate? Prvič, a ne? A si prvič lučkam tole. A res? Prvič, ja. Franci Krater nas je povabil od DCA-ja, pa smo kar prišli. 8 komadov nas je. A res? Z dnevnega centra. In kako se počutite tukaj? Krasna zadeva. Krasno. Še posebej, če enega ruknaš, gospod domač povedal. Pa vi, gospa? Jaz pa tudi sem tole ličkala, zdaj sem se pa malo začela doživljati v neki Pa lučka igra, Pa bom videla, kaj bo rata. Aha, zgleda, da bo neka... Gospa se bori za nagrado. Ja, za nagrado se borim, točno. Kakšna nagrada pa je? Ja, to vemo še. je rekel Marjan, da 3-krat prvi bo mogel 3-krat teči okrog kozovca. Aha, dobro. Hvala lepa. Ostalo pa nam ni zaupal. Ok. No, tukaj je kar živahno. Slišali smo, da tekmujejo tudi za nagrade z raznimi izdelki, ki jih bodo naredili iz ličkanja in koruze. Lep pozdrav iz Škofljice. Hvala lepa.